Spoštovani, lep pozdrav, moje ime je Dušan Mlacovič. Zbrali smo se na predavanju, ki ga organizira ICCHS Ljubljana, torej znanstveno raziskovalno središče, ki ste ga vzpostavila oddelka za umetnostno zgodovino in zgodovino, in v okviru katerega urejamo tudi sklop predavanj, ki so posvečena zgodovini, umetnostni zgodovini, pa seveda tudi drugim vedam področja med Beneško republiko in Habsburško monarhijo. Današnja predavateljica je doktorica Erika Bordon, umetnostna zgodovinarka, ki je po doktoratu tudi zgodovinarka, ki je doktorirala s precej za naše kraje nenavadno temo, in sicer doktorirala je iz Gučetičevega vrta kot komunikacijskega toposa. Torej gre za interdisciplinarni doktorat med zgodovino, umetnostno zgodovino, filozofijo in še kakšno drugo vedo. Se opravičujem, zopet vas bom moral prositi, da utišate svoje mikrofone. Prosim, gospod Tamaro Vodopivec, če lahko tudi utiša svoj mikrofon. Namreč takoj, ko je njen mikrofon se pojavil, pomeni, da je ona tudi tista, ki je speaker in vodi ta pogovor danes. Torej, če dovolite, nadaljujem. Torej, področje Erininega zanimanja je intelektualna klima v Dubrovniku v 16. in 17. stoletju, ki pa se manifestira skozi en zelo poseben pojav, in to bo tudi danes, torej predmet današnjega predavanja z naslovom Vrt kot prizorišče dialogov o lepoti in ljubezni v Dubrovniški republiki 16. stoletja. Kolegica Erika Bordon, predajam besedo. Najlepša hvala. Mogoče zgolj za uvod, brez slikovnega materiala. Če se je kdo spraševal, zakaj je pravzaprav vrt v naslovu predavanja in kako je lahko vrt predmet znanstvenega raziskovanja, vam lahko zagotovim, da je bila pravzaprav historiografija vrtov zelo dolgo časa na margini proučevanja, in to nekako drži seveda še danes, kljub temu, da je kot samostojna domena proučevanja prisotna že seveda več kot 70 let, približno 80 let. In kot zanimivost na to temo vam velja na področju anekdota, ki sicer seže v frankofon svet. Namreč slavni avtor, raziskovalec vrtov, Pierre Grimal, ki je zagovarjal doktorat iz rimskih vrtov na pariški Sorboni v 40 letih 20. stoletja, mu je komisija rekla, da ukvarjati se z vrtovi pa res ne pomeni nič resnega. Tako da nekako na soroden način se žal še velikokrat gleda na ta raziskovanja danes. Ko govorimo o vrtu, pravzaprav govorimo o umetniškem delu, ki ima v osnovi seveda naravo, ki je njen sestavni del. Torej, takoj, ko vstopimo v vrt, pravzaprav vstopimo v umetniško delo. Se pravi, v osnovi je vrt vedno stvaritev človeka, torej od človeka in za človeka, ustvarila ga je torej človeška roka za njegove potrebe, ker je vrt del torej žive narave. In ravno zato, ker je del žive narave, samo trenutek. Vidimo zdajle slike, samo preverjam. Ker je seveda vrt del žive narave, to pomeni, da je v njem močno prisoten element, da je vrt tisti element, ki je minljiv in ga je tekom let seveda, kaj šele stoletij, zelo težko ohranjati. Pri tem seveda je za raziskovalca najboljša možnost, če za vrt obstaja seveda načrt snovalca, vendar se velikokrat izkaže, da pri raziskovanju ravno ta del velikokrat umanjka. Torej, pri razkrivanju so nam tako v pomoč seveda primarni viri, ki vzporedno omenjajo vrtove, in seveda tudi različna besedila, naj si bodo to neki priročniki ali pa kompendiji, neke vrste seveda učbeniki, ki so
opisovali ali način oblikovanja vrtov ali obradovanja dreves in drugih besedil, tudi kot so filozofska, literarna besedila, celo poezija, ki seveda vključuje opise vrtov, torej bodisi stvarnih vrtov ali tistih miselnih, kot bom poskušala tudi prikazati danes, iz katerih seveda lahko sklepamo, iz teh besedil lahko sklepamo o neki podobi seveda vrta. Vrtovi imajo vedno več vlog, služijo na nek način kot nek teater, kot neko prizorišče lahko političnih, gospodarskih in socialnih vlog in seveda ni zanemarljivo, da kažejo seveda tudi pogled v zasebni svet lastnika. Tako da perspektiva vrtov ni samo materialna, torej fizična, ampak lahko spregovorijo vrtovi, in to je na nek način pomembno, skozi metafizično govorico, neko simbolno govorico, ki zaznamuje ustvarjalčev opus, torej besedilo nekega avtorja. V tem smislu vam bom danes tudi predstavila vrt, ali bolje podeželsko posest rodbine Godce v Trstenem pri Dubrovniku, torej dubrovniške plemiške družine, skozi besedila njegovega pravzaprav najslavnejšega predstavnika Nikola Vitova Godceja, ki je bil plemič, filozof in državnik in je živel in ustvarjal seveda v Dubrovniški republiki 16. stoletja. Dubrovniške vile, ki so seveda nujno vključevale vrt, so imele, bom rekla, sijajno preteklost. Imajo zelo sramotno sedanjost in nekako skorajda zelo negotovo prihodnost. Namreč rezultati raziskav so pokazali, da je bilo registriranih približno 300 vil z vrtovi na območju Dubrovnika. Danes v tej shemi lahko vidimo, da jih je še približno okrog 70 moč zaznati, seveda ne v njihovih, niso povsem v celoti ohranjene, seveda. Nekaj okrog 20 jih je ostalo praktično, skorajda nespremenjenih. Podeželska vila, seveda in njen nujni spremljevalec vrt, predstavljata to nekako socialno, celo kulturno in tudi nekako gospodarsko-politično zgodovino življenja, ki ga je zaznamoval zelo pomembno izhod na podeželje. Jaz vam bom nekaj teh vil pokazala, zgolj za občutek, tudi takih, ki niso še obnovljene in so prepuščene tudi njihovemu propadu. Ta ideal življenja na podeželju je bil seveda utemeljen že v antiki. Elita je bila zavezana mestu, v katerem je seveda krojila njegovo podobo. V helenizmu pa nekako življenje zunaj mesta postane tisto, ki je bilo za tedanje modrece seveda pomembno za ustvarjanje nekega drugačnega življenja. In tako se nekje osmišljenost njihovih življenj vidi tudi v premiku v sfero zasebnega življenja, ki se je kazal kot premik v sferi oblikovanja zunajmestnih bivališč, torej prostorov podeželskih vil z vrtovi. Mesto je bilo zagotovo predstavljalo prostor nekih bojev med posamezniki, torej za oblast, in na nek način pokvarjeno, podrejeno trgovini in njen cilj, seveda bogatenju. Kot takšno antičnemu človeku in tudi plemstvu, bom rekla, Dubrovniške republike ni zadoščalo. Z odmikom iz tega urbanega življenja je pravzaprav posameznik lahko uresničil svoja lastna, torej notranja hotenja in odložil vse obveze pričakovanega vsakdana in našel nekje počitek. Na nek način je s tem uresničeval projekcijo ruralnega življenja, kjer se je lahko posvetil ali obdelovanju svoje zemlje, ali pa lastnemu premišljevanju in hkrati pridobivanju znanja in na nek način postanejo podeželske vile z vrtovi tudi neke vrste novo intelektualno prizorišče. Seveda ga zaznamuje tudi ustvarjalno brezdelje, torej neke vrste tudi osamljenost, ki ni samota, in postane tudi v renesansi ta neke vrste ideal življenja. Sodelovanje dubrovniškega plemstva pri pridobivanju zunajmestnega ozemlja je privedlo seveda tudi do drugačne podobe dubrovniškega področja. Ko so bile neke primarne potrebe po preživetju zagotovljene, se je pojavila potreba po drugem, torej urejanju zunajmestnih središč.
kjer so seveda dubrovniški plemiči in tudi premožni trgovci seveda so oblikovali prostor podeželja po svojih potrebah, seveda z vilami in vrtovi, ki so bili namenjeni tudi ugodju. Glavna ideja renesančnega vrta Dubrovnika izhaja iz enosti življenja na podeželju in agrikulture. In tukaj vidimo, zato sem tudi dala tole sliko pred potresom, da so bili izven obzida Dubrovnika, torej prisotni vrtovi z vilami tukaj na Gružu in tukaj ob reki Ombi v reki Dubrovački. Dve glavni funkciji vil sta obstajali že v rimskem času, pa tudi v renesansi. Vedno govorimo o tisti, ki je imela gospodarsko funkcijo, je bil torej prostor neke zemljiške posesti, in hkrati je bila funkcija vile lahko tudi rekreativna, spravi prostor za oddih in razvedrilo, kjer se seveda na podeželju lahko gospoda oblači, je in tudi govori, kot se ji zazdi. Ne manjka jim seveda niti zabave, ne iger, niti branja neke poezije. Na splošno velja, v tem se ne bom dosti spuščala v to razlago, da so vile in vrtovi Dubrovnika bili namenjeni tako agrikulturi kot tudi užitku in ugodju, ta pa je bil vedno premo sorazmeren z oddaljenostjo pravzaprav od mestnega središča. Ta tip v Trstenem, torej na posestvu družine Goce, o katerem bomo govorili, bi rekla, da gre, se vedno sprašujemo, ali gre za prostor gospodarskega seveda ali bolj za prostor ugodja in odmika. Zavedati se moramo, da je ta razdalja od dubrovniškega središča do Trstenega precej dolga, sicer danes po kopnem to šteje 28 kilometrov, čeprav se je dostopalo do takratnih vrtov seveda po morju. Se pravi, zaradi te večje oddaljenosti zagotovo ni nekje, bom rekla, veljalo za idiličen kraj, kamor bi plemstvo želelo prihajati in uživati zaradi ugodja. To je bilo prisotno mnogo bolj v tistih vilah in vrtovih, ki so bili seveda bližje mestu. Torej, Trsteno je pa predstavljalo področje, pravzaprav prostor, kjer je živelo v glavnem kmečko prebivalstvo, ki je obdelovalo plemiška zemljišča, in raziskave so pokazale, da je pravzaprav vse kulture, ki so se gojile na posestvu Goceja, so se gojile ekstenzivno, torej v prvi vrsti za potrebe lastnika in njegove družine. Torej ne za neke vrste ekonomske donosnosti posestva. Torej, kdo je pravzaprav bila, kako umeščamo rodbino Goce kot dubrovniško plemstvo? Zagotovo je bila to ena najmočnejših in najvplivnejših rodbin Dubrovniške republike. V pisnih virih se jih da slediti vse od 13. stoletja naprej, čeprav se njihova letnica prihoda kronisti navajajo tudi že mnogo prej. Skozi vse 14. in 15. stoletje pa so pravzaprav člani oziroma potomci te veje izjemno uspešno delovali in predstavljali zagotovo pomemben člen javnega življenja Dubrovničanov ter postali eni najvidnejših in seveda pomembnejših, bom rekla, predstavnikov mesta. Bili so del komune, del republike, bili so pomembni igralci v vseh vlogah javnega življenja, tako v trgovini, to je gospodarske dejavnosti, ki je predstavljala eno pomembnejših seveda dejavnosti mesta, kot tudi v političnih in drugih službah javnega življenja. Se pravi, da so bili izbrani komisi, pozneje rektorji, sodelovali so pri pridobivanju novih ozemelj in v 14. stoletju, ko se v precej turbulentnem času so se ustvarjali temelji komune v suvereno aristokratsko republiko, so bili seveda tudi sooblikovalci njenega ustroja in politično-gospodarskega življenja. Sredi 15. stoletja je rodbina Goce predstavljala, sem rekla, eno najmočnejših rodbin, k temu so pripomogli tako njihova gospodarska moč in veliko število moških članov. Predstavljali so sedmino celotnega takratnega dubrovniškega plemstva. Številni člani so se izkazali tudi kot izjemni literati, kot pesniki, pisatelji, prevajalci, se pravi, da so dejavno sodelovali pravzaprav v mestnem kulturnem življenju.
Velja poudariti nekaj, kar se pravzaprav veje iz vseh del predstavnika rodbine Goce, o katerem bom govorila, torej Nikola Vita Goceja, in to je, da je v Dubrovniku veljalo, da je javna funkcija v rokah mestnega plemstva in je bila seveda s tem dejansko stanovsko pogojena. Bila je torej obvezna in nek imperativ ob rojstvu. To pomeni, da je moral vsak plemič nujno opravljati javne službe, javne dolžnosti. Seveda to dejstvo številni niso povsem zlahka sprejeli, tako da je na nek način, vsaj kar se tiče Nikole Vitove Goceja, ta vrt in njegovo podeželsko bivališče pomenilo dejansko neke vrste pribežališče, prostor, kjer ta identifikacija s plemstvom in njihovimi funkcijami ni bila vedno zelo izpostavljena. Torej, vse te vloge so bile možne dane predstavnikom plemstva, ki so jih, če so tako hoteli, seveda uresničevali v vseh njegovih dimenzijah. Nikola Vitov Goce je bil, kot sem že rekla, dubrovniški plemič, državnik, nekakšen najbolj prepričljiv, bom rekla, erudit svojega časa in prostora in najboljši predstavnik, bom rekla, skorajda intelektualne moči Dubrovnika druge polovice 16. stoletja. Kot sam zapiše, je bil rojen v tem kotičku Dalmacije, torej v Dubrovniku, kjer je preživel svojo mladost in tako rekoč praktično z zgolj nekim ekskurzom v Italiji od vse svoje življenje do smrti leta 1610. Seveda, ker je izhajal iz ene pomembnejših plemiških družin, je pripadnost plemstvu seveda terjala velika pričakovanja družine in seveda tudi, kot že rečeno, številne obveznosti Dubrovniške republike. Pri svojih 20 letih, spravi leta 1969, vstopi v veliki svet, prvič zavzame rektorski položaj pri svojih 30 letih in nato je bil še 6-krat izbran, se pravi, bil je 7-kratni rektor Dubrovniške republike. Njegov vstop v javno življenje je bil seveda pogojen z opravljanjem politično-gospodarskih funkcij v upravi Dubrovniške republike. S tem, da je bil tako rekoč Nikola Vitov Goce kot literat, kot filozof, se pravi avtor filozofskih besedil, tako rekoč primoran razlikovati med to svojo ambicijo, razvijati, kot on sam pravi, to filozofsko ustvarjalnost in hkrati izpolnjevanjem javnih dolžnosti. Državni arhiv v Dubrovniku hrani seveda pogodbo Nikole Vitova Goceja, ki jo je 3. decembra 1575 sklenil z Marijo Gondola. Ni nezanemarljivo za naš primer. Žena Nikole Vitove Goceja, Marija Gondola, je seveda tudi izhajala iz ene precej močnih in pomembnih dubrovniških plemiških rodbin. Kar se tiče njegovega opusa, lahko rečemo, da je čisto na kratko povedano to izjemno izjemen filozofsko-verski, religiozni, celo literarni ustvarjalni opus, ki je zelo obširen in raznovrsten in skupaj šteje 15 del, tako izdanih kot tistih, ki so še vedno del rokopisne zapuščine. Pisal je v formi komentarja in dialoga, ki so del seveda dolge tradicije razprav že iz časa antike. Goce pa jih je seveda prevzel od svojih sodobnikov kot nek nov način podajanja svojih razmišljanj. Njegov opus predstavlja tudi nezanemarljivo izredno neizčrpen vir za razumevanje filozofske, politične, gospodarske in tudi religiozne misli Dubrovnika druge polovice 16. stoletja. Nas bodo zanimali seveda predvsem dialogi o lepoti, dialog o ljubezni in delno tudi razprava o Aristotelovi meteoriki. Zdaj vam bom pokazala seveda vrt, v katerem je ustvarjal, namreč avtor je umeščal mnoge svojih razprav ravno v vrt v trstenem svoje vile, o katerem je seveda tudi veliko pisal. Vrt in vila, kot jo vidimo danes, omogočata pravzaprav obiskovalcu, da tudi sam nekaj izkusi okolje, v katerem so te razprave seveda nastale
in kako različne arhitekturne in tudi naravne značilnosti oblikujejo njegovo življenje in ideje o življenju v vili. Praktično je to vrt, ki se je dolga leta razvijal okrog svojega renesančnega srža. Vila pa je bila zgrajena med leti 1494 in 1502, naročnik pa je bil seveda Nikolin ded, to je Ivan Marinov Goce. Nekaj o vrtu, na kratko, vrt sobiva tukaj z dvema povezavama, se pravi, sopostavlja se z vilo in je seveda v dialogu s krajino. Prostor za vilo, ki sicer ohranja nekaj intime, ustvarja pri tem skorajda zaprt intimen prostor, to je nekaj vrste svojevrsten hortus conclusus, je kljub vsemu odprt v krajino in ni zamejen. Ta znani prehod iz srednjeveškega hortus conclususa v odprtost okolice je v Trstenem pravzaprav dvakrat uresničen, že s položajem terena, na katerem je ta vrt seveda umeščen. Kljub ogradi, torej zidu, ki je bil obvezen element vseh dobronoških vrtov, je bil odprt v krajino in je v neposrednem dialogu z njo. Ta zanimivejša dialektika tega neomejenega prostora se oblikuje na drugi strani vile, in to je s paviljonom, ki s krajino povsem drugače komunicira. Namreč s paviljonom je tako kot z drugimi elementi, ki so značilni za vrtove, vzpostavljen nek močan vizualni odnos z okoljem, ki je pravzaprav lasten ločam in belvederjem, tudi italijanskih renesančnih vrtov, in v tem smislu je vrt v Trstenem močno primerljiv s Medičejsko vilo v Fiesolah, ki je del Michelozza, kjer se pač odpre pogled v krajino. Tukaj pa paviljon dobesedno nadgrajuje nad panoramo nad morjem. Zato vrt nekako ni več ujetnik te svoje ograde, ki ga okroža, temveč je na simbolni ravni seveda to neomejen, odprt prostor v neskončnost. Kot sem že rekla, vsa njegova dela nekje omenjajo to njegovo vilo in vrt, in o tem razpravlja nenehno v svojih zelo različnih tematikah razprav, ki imajo zelo različno tematiko. Predvsem mu je služilo kot pribežališče, kot povbek od mestnega življenja, ki je bilo, kot rečeno, polno mestnih obvez oziroma obvez javnih služb. To v svojih spisih nenehno omenja. Kot eno zanimivost vam lahko povem, da v enem izmed predgovorov svojega dela, ki ga namenja Robertu Bellarminu, se pravi slavnemu kardinalu, mu toži o tej neizmerni zaposlenosti in želi, da bi pri papežu izprosil apostolsko pismo, ki bi ga dosmrtno oprostilo obvez javnih služb, za katere sicer sam pravi, da bi bil pripravljen preliti zadnjo kapljo krvi. Torej, kljub temu, da je bil takrat že 50-leten, se vidi, da je v bistvu želel si neizmerno izpreči iz delovnih obvez javnih služb in se dobesedno posvetiti svojemu filozofskemu ustvarjanju. Še nekaj je vredno poudariti, kar se tiče Trstenega, da je ravno ta oddaljenost od mestnega središča zagotavljala pravzaprav večjo zasebnost in odmaknjenost, kar je omenjal in cenil Nikola Vitov Goce v vseh svojih delih. Tisto, kar bo pa danes nas zanimalo, pa je, da je zagotovo vrt služil tudi kot prostor neke vrste učenega diskurza. To je ta slavni pogled na morje. Učenje in izobraževanje sta bila pravzaprav v evropski zgodovini mnogokrat povezana s prostorom vrta, kamor seveda umeščamo številne ustanove, izobraževalne ustanove, sprva zagotovo grške šole slavnih filozofov, sploh Platonova akademija in Epikurjev vrt, ki je postal že kar dobesedna kategorija. Vrtovi so bili seveda neposredni hoteni nasledniki antičnih šol, tudi renesančnih akademij, na primer slavne Platonove akademije Marsilija Ficina v vili v Careči. Prvi pogoj za vrt, pravzaprav, da ga sploh lahko tako imenujemo, pa je njegova ograda. Njegovo zamejenost lahko seveda pojmujemo tudi kot zaščito in zaščita za obzidjem, kamor bi se moral zateči filozof, je pravzaprav v Platonovi državi zagotovo aluzija na njegov lastni
edukativni topos vrta, torej na akademijo. Zaprtost, torej tako imenovana obdanost zidom, pa etimološko seveda izvira iz avestetskega jezika oziroma staroperzijske besede, ki je bila potem izposojena v akadščino in starogrščino in velikokrat raziskovalci uporabljajo za to romansko različico paradeisos, in kjer skozi latinščino vstopi v mnogo evropskih jezikov, se pravi paradizo, paradise in tudi v slovenščino seveda paradiž. Pomeni pa biti obdan z zidom. Platon je tako, pravzaprav, kako pravzaprav lahko razumemo filozofski vrt? Ali zgolj kot fizičen vrt, ali pa lahko o njem se govorimo tudi morebiti z metaforo pridobivanja znanja. Platon je tako metaforično seveda seme znanja vsadil v vrtu in tako svojo eruditskost impliciral v razduha svojih učencev. Svoje prostranstvo v bistvu Platon ni videl zgolj v razvoju svoje lastne filozofske misli, temveč tudi v njenem podajanju, se pravi mlajšim rodovom. To vrtno analogijo lahko v bistvu v metaforičnem pomenu razumemo kot neko podstat, ne zgolj Platonove akademije, temveč tudi vseh nadaljnjih izobraževalnih inštitucij. Se pravi, da je vrt hkrati didaktični prostor, prostor proučevanja in seveda tudi izobraževanja učencev. V tej govorici tako imenovanega Platonovega literarnega vrta seveda je duša na nek način sama zemlja, torej prst, v katero lahko učitelj, tako kot vrtnar, posadi svoja najdragocenejša semena in s tem seveda skrbi za njihovo rast do popolne zrelosti. Učenec tako predstavlja zemljo, v katero učitelj posadi seme, iz katerega zraste znanje in nasprotno seveda. Tudi ta učenec prevzame kasneje vlogo učitelja, v katerega in bo spet dosadil to novo seme svojega naslednika, torej novega učenca. Ta transmisija znanja, pravzaprav skozi pisano besedo v literarni formi, je tudi pomembna. Zakaj? Ker jo je osmislila forma, ki jo pozna in uporablja tudi Goce, in to je forma dialoga. Ta pogovor, seveda v mediju ljubezni in prijateljstva, pa je za Platona pravzaprav način, kako ta vsrkajoči prejme filozofske resnice. Kljub temu, da je bila akademija pravzaprav na nek način neke vrste samozaprt paradeisos, se pravi namenjen izbrancev, je bila v resnici akademija nekakšna pripravljalnica za bodoče nosilce oblasti. Tukaj bi lahko komparirali to tudi z nekim drugim Gocevim delom, Dello Stato delle Repubbliche, kjer to misel pravzaprav tudi goji, jo uporabi in tako poreče, da iz dobrega semena v bistvu sklije in obrodi dober sad, zdrav sad, to je odgovoren državljan. Vendar o tem mogoče kdaj drugič kaj več, kar je za nas tukaj pomembno je, da je bil temelj višje izobrazbe duša učenca, ki je bila dovzetna seveda vseh pregovarjanj ljubezni. Platon je učil, da je element, ki filozofiji omogoča stalen dialog, pravzaprav ljubezen, torej filija, ki bi lahko prevzela formo seveda erosa oziroma erotične privlačnosti, kar pomeni, da je bistvo poučevalnega momenta, je bila torej vključitev ljubezni v sam proces poučevanja. Ne zgolj ljubezni do modrosti, kar dejansko pomeni filozofija, temveč tudi in predvsem ljubezni med učiteljem in učencem. Do danes ostaja ta ljubezen nekje jedro smiselne izobrazbe na seveda področju duha. Zato nekako morebiti ni naključje, da je za ustanovitev svoje šole Platon izbral okolje, ki je bilo do ljubezni prijazno, v katerem je to življenje filozofije cvetelo pod budnim nadzorom vrtnarja, torej učitelja. Se pravi, svojo idealno podobo je našla ta akademija v utelešenju seveda vrta. Vsekakor pomenljivo, da se Goceju zdi nadvse primerno, torej našemu avtorju, da sta lepo in ljubezen
tisti kategoriji, v katerih pač medsebojna komunikacija in komuniciranje z družbo pripada dvema ženskama. In še več, Goce ju je umestil seveda v vrt svoje podeželske vile. To sta dialog o ljubezni in dialog o lepoti. Kar je mogoče pomenljivo, je to, da Goce ni nikoli govoril o ugodju in udobju, ki naj bi ga življenje na podeželju seveda omogočalo. Edino ugodje, ki ga omeni v sicer nekem drugem delu, ga veže na klasično topost ugodja in to je rajski vrt. To pomeni, da je užitek in ugodje, sta pomenila pravzaprav Goceju tisti prostor, ki je bil živemu, pravi tuzemskemu človeku izgubljen in to je rajski vrt. Zato se zdi velikokrat na mestu dobesedna oznaka, ki jo je uvedel italijanski avtor Massimo Venturi Fariolo, da je v bistvu vrt maternica življenja. V rajskem vrtu je bilo seveda gledano biblijsko, spočeto človeško življenje, zato je tudi vrt na nek način personifikacija ženske. In v tem bibličnem smislu je bila možnost večnega življenja seveda odvisna od Marije. In ravno zaradi skrivnosti življenja, ki je bila zaupana dobesedno ženski, je ženski element tisti, ki vrt obvladuje in mu vlada na svoj način. In če se navežemo, da je že tudi naprej povedano, lahko rečemo, da je vrt, kakor tudi številna druga prizorišča, predstavlja tudi med drugim prostor srečanja, torej akademskega ali bolje neke vrste učenega diskurza. Izključno je bil tudi vrt do nekje 15. stoletja namenjen pravzaprav samo moškim, govorimo zdaj tudi o besedilih. Že v 15. stoletju pa se zgodi neke vrste obrat, ko v ta fizični in tudi literarni prostor se dialoško umesti seveda manjkajoča ženska. Moramo vedeti, da dubrovniška javna identiteta 16. stoletja je bila še vedno izrazito patriarhalna, drugače od teh javnih prostorov, ki so bili v domeni moških, to pomeni, da v te prostore ženski ni bilo dovoljeno vstopati. Nikola Vito-Goce pa tukaj seveda naredi izjemo. V prostor vrta umeti ženski, se pravi dve ženski, brez moškega sogovornika, ki sta razpravljali o lepoti in ljubezni. Vrt v Trstenem dobesedno uporabi seveda v svojih besedilih kot prizorišče, v katerem se lahko prikaže in brani pravzaprav ženski intelekt in samozavedanje. Položaj in vloga ženske v družini in družbi 16. stoletja Dubrovnika oziroma še prej srednjega veka je bila, bom rekla, pogojena z družbeno pripadnostjo in njeno seveda vlogo v družini. V pisnih virih se žensko vedno povezuje dobesedno svojo vlogo ob moškem. Se pravi, to je ali hči, ali žena, ali vdova, ali se. Življenjska naloga ženske je bila zagotovo zagotoviti dobre zveze očetovi družini in seveda nadaljevanje rodu svojega moža. Poseben pomen so pridobivale ženske seveda v teh širših gospodinjstvih z odnosom do svoje tašče, moževih staršev, celoti, njegovimi bradi, njih ženami. Skratka, veljalo pa je, da so se ženske zelo težko vključevale v družbeni oziroma poslovni krog mest, ker so seveda živele v zaprtem hišnem krogu, kot je seveda nalagal običaj. Kljub temu so seveda poskušale sodelovati v mestnem življenju v kar največji možni meri, kar pa ni bilo vedno najlažje oziroma skorajda praktično nemogoče. Žal je bila velikokrat prisotna tudi mizoginija, saj so seveda posledično nekateri teoretiki zaradi seveda določenih pozicij cerkve in širjenja napačno razumljenih doktrin določenih teoretikov in je ženska tako po njihovem neko slabo, sprevrženo, celo morebiti nevarno bitje, ki seveda mora biti nujno pod nadzorom. Celo jo omenjajo kot neko desno roko satana, seveda izključen krivec za izgon ženske oziroma izgon iz zemeljskega raja.
Zato je bil seveda odnos moških do žensk nekje ambivalenten ali pa v nekem razkoraku, saj se je gibal med tem odporom po eni strani in po drugi strani med hrepenenjem, ne. Sletile so tudi pravzaprav pravne omejitve svobode ženske in udejstvovanja delovanja žensk v družbi. Izjemno je bila nezaupljiva družba do pravzaprav samskih žensk in vdov. Vedeti morate, da je zgolj prisotnost moškega v hiši lahko jamčila oziroma zagotavljala žensko čast in poštenje. In tukaj je zanimivo stališče tudi Benedikta Kotrulja, ki je trgovca, ki je napisal o tem seveda tudi slavno razpravo, da naj se ženski ne bi dopustil ocen, ravno ta del izjemnega bivanja prostega časa, ki je recimo omogočalo tudi samo bivanje na podeželju. Namreč zakaj? Ker jih ta ocen seveda spodbuja k ljubezni in s tem na izgubo časti in poštenosti, ne. Ima tudi zelo zanimive klerikalne razlage, ki jih pač on sprejme, interpretacijo o nastanku ženskega bitja, po katerem seveda narava vedno teži k stvarjenju popolnega bitja in to naj bi bil seveda moški. Ampak se včasih seveda zgodi napaka in nastane ženska, ne. In pač ker ženska nastane po napaki, pomotoma mora živeti v lasti moškega, ne, ker pač očitno ne more skrbeti sama zase. Skratka, ženska, ki je imela zelo omejene, bom rekla, pravice in hkrati je bila omejenost žensk vezana na življenje znotraj domačega ognjišča. Javni prostor pa je bil dobesedno vedno, še vedno, tudi v 16. stoletju, rezerviran za seveda moškega. Edini izhodi, ki so bili ženski dovoljeni, so bili obisk seveda verskih obredov, torej cerkve in sorodnikov. O tem poročajo tudi številni pisci, ki so potovali skozi Dubrovnik, skratka, da so se Dubrovničani bojda močno držali vseh teh pravil. In edino komuniciranje z javnostjo ženske je bilo dobesedno pojavljanje na oknih hiš, ne, torej lahko sklepamo, da je bilo klevetanje znotraj domov izredno pogosta praksa. Skratka, kaj pa je to pomenilo za vrt, ne, da je pravzaprav lik ženske je dobesedno tisti, ki osmišlja zgodovino ideje vrta, je vir nekega življenja in prostor tudi stvaritve, ker metaforično, se pravi nekje v ideji, smo v vrtu rojeni vsi, v tej maternici življenja, torej veliki materi ženski. In v poznem srednjeveku je ta idilični kraj, torej Locus Amoenus, prevzel vlogo opisovanja rajskega vrta, pozneje pa pride v opis dobesedno metaforičnega vrta ljubezni, ki vsebuje vse elemente, ki jih povezujemo z ljubeznijo, to je razkošno cvetje, vodnjake, obilica vode, ki so bili takrat seveda mnogokrat nepogrešljiv del opisa tega ikonografskega tipa vrtov. To pomeni, da je bil topos vrta velikokrat klasičen literarni model, se pravi neka vrste prizorišče številnih, tudi kasneje humanističnih razprav. Srečamo ga tako od Boccaccea do, ne vem, Poggio Bracciolina in njegove razprave o plemenitosti, v katerem je razprava potekala v Medičejskem vrtu in seveda hkrati tudi pri Nikolaitu Goceju samem. Med najzgodnejšimi deli sta pač ti dve razpravi o dialogu, o ljubezni in lepoti, v katerih umesti Goce dogajanje v prostor vrta in tudi dialogizirata dve ženski, ki sta Marija, torej Gocejeva žena, ter njena prijateljica Cveta Zuzorič. Cveta Zuzorič je bila ena izmed precej slavnih ženskih intelektualk v zgodovini Dubrovniške republike. V svojem času je slovela kot pesnica, do dandanes se žal ni ohranilo nobeno njeno delo, vendar so njen intelekt in lepota ter vrline opevali mnogi dubrovniški pesniki, pa ne samo dubrovniški, celo Tasso je posvetil sicer po naročilu nekaj pesmi.
Kaj se pravzaprav dogaja v teh dialogih? Gocejevi junaki sta se postavili v vrt, da bi se izognili tem tradicionalnim omejitvam družinskega življenja. Hodita skozi vrt, usedeta se nekako v senco blizu potoka, da bi preživeli te vroče poletne dni v seveda učenem pogovoru. Pri čemer je Marija primerjala, tukaj v teh citatih to lahko vidite, primerjala je to cvetino lepoto s tisto z nimfami, saj je verjela, da ima to vrsto lepote tudi Cveta. Marija je v glavnem Cveti v teh dialogih postavljala vprašanja, občudovala njeno lepoto in zgovornost, ji izražala veliko ljubezni in govorila zanimivo o zavisti drugih žensk. Zanimiv je tudi ta Marijin pogled oziroma stališče o tradicionalni ženski vlogi, to pomeni biti v kuhinji in presti volno, kot dobesedno zapiše, ki so seveda, to velja za manj vredno v primerjavi z vrlinami intelekta, ki ga ženske, kot sta Cveta ter ona sama, Marija, seveda pridobijo s študijem. In to seveda Cveta v tem dialogu močno podpre. In ogovarjajo vse ženske, ki se jima zdita dobesedno primitivne, ker sodijo v kuhinjo. Tako da dobesedno Goce nekje meša ta tradicionalni vrtni topos z izjemnim pravzaprav odnosom do tedanjih vprašanj spolov. Se pravi, ne da sta si samo protagonistki dialoga prilaščali prostor, ki je bil seveda običajno rezerviran za moški diskurs, temveč tudi, da sta postali upravičeni dobesedno izražati občutke in mnenja, ki bi se sicer šteli za, lahko rečem, tudi za družbeno seveda nesprejemljive. Dialogi med ženskami ponujajo mogoče niti ne stvarne, bom rekla, pogovore, temveč neke vrste posredne pogovore sodobnih žensk. Gre nekako za te stilizirane portrete, kako naj bi pravzaprav ti določeni pogovori med tedanjimi resničnimi ženskami dejansko lahko potekali ob nekih priložnostih. Kar seveda lahko potrdimo tudi v Gocejevem primeru, kajti kljub vsemu moramo vedeti, da te dialoge ni napisala nista napisali ne Marija, ne Cveta, temveč jih je napisal on sam, torej moški. Že v 15. in 16. stoletju je moč najti dialoge, v katere je bila ženska tudi vključena, vendar ne kot izključna, bom rekla, protagonistka. Med te se uvršča gotovo tudi knjiga oziroma Libro del Cortegiano, se pravi Baldassarja Castiglioneja in Isolane Petra Bemba. Seveda najpogostejša tematika teh razprav, ki so se v teh dveh stoletjih pojavljale, je bila seveda ljubezen. Na italijanskem polotoku in širše se jih avtor Maico Favaro našteje več kot 200. Sledi seveda lepota, tudi teme o dostojanstvu žensk, njihovi časti in seveda najpogosteje verski dialogi. Redkost, ki se kaže, ki jo sem že večkrat povedala pri Nikoli Vitovu Goceju, pa je ta, da umesti, nameni prostor dialogov pravzaprav dvema ženskama in da nobena od njih nima nekje podrejene vloge. Goce je seveda izrazil spoštovanje, kot lahko preberemo tukaj, do žensk z mnenjem, da sta pravzaprav ravno ti dve temi, ljubezen in lepota, tisti lastnosti, s katerima je narava razkošneje obdarila ravno ženski spol. In Goce je seveda imel tudi odgovor za vse tiste, ki so se morebiti spraševali, zakaj ženski sogovornici, kot sogovornici filozofskih dialogov. Tu naredi pa Goce nekaj izjemnega, namreč izobraženost in razgledanost postavi v domeno žensk. Pravi, da so fiziološke danosti bile seveda po njegovem mnenju tiste, zaradi katerih so ženske bolj dojemljive za študij. To pa je bilo za ta čas izjemno, kajti to je namreč veljalo za moški spol.
Prostor vrta, če lahko rečemo, v renesansi je bil, sodeč po dosedanjih študijah, še vedno pripadal tudi moškim. Za njim rastna razvedrila oziroma tudi vsem tistim lastnostim, ki so predpisane ociju. Namreč v razpravah, ki so posvečene življenju in bivanju na podeželju v vilah, so bile ženske pravzaprav največkrat omenjene, ampak ne velikokrat, kot zgolj, na primer, sprehajalke. V tem času se nekako njihova družbena identiteta še ni oblikovala in posledično tudi ni povsem uveljavila v prostoru vrta. Kljub Gocejevi seveda hvali ženskega intelekta, pa je bil njegov odnos do žensk ambivalenten. Kmalu zatem, v tem svojem politično, bom rekel, gospodarskem delu, kjer seveda v veliki meri razpravlja o družini ter obveznostih in pričakovanjih zglednega zakonskega para, dobesedno Gocej naredi obrat od smeril intelektualne svobode žensk. Namreč tukaj v tem delu pa Gocej zapove ženski tisti družbeni položaj, dobesedno, ki je bil lasten pravzaprav družbeniški republiki tistega časa, in to je ta, da je bila ženska a priori zavezana seveda družini in je zapiranje med štiri stene pomenilo dobesedno častni kodeks. In tukaj vam bom pa zdaj prebrala, zato ker je nadvse zabavno, čeprav to sploh ni, kaj svetuje Gocej svojim možem, kako naj se vedejo do svojih žena. Če je vaša žena ošabna ali gospodovalna, ne pokažite srečnega obraza pod nobenimi pogoji, ker vas bo sicer zavedno vlekla za nos. Če pa se po drugi strani ponaša s ponižnostjo, bodite vedno sijoči in kar najboljšega vedenja. Žene, ki so na splošno preudarne in modre, se lahko popravijo z nežnimi opozorili. A če je vaša žena nezmerna ter neustrašna, ji pristopite s strogimi, ostrimi besedami. Pri vodenju svoje žene dober mož vztraja z različnimi mešanicami ljubezni in strahu, vse dokler ne pride do ustreznih odmerkov. Z določitvijo pravil se boste izognili pretirani ljubosumnosti, ki vas ubije lažje kot nož in goji velike skrbi v vaših srcih. Poslušajte ženin nasvet le, če so njene besede spontane in nepričakovane, kajti pogosto je ženska inteligenca bolj intuitivna in prebrisana kot moška. A če ni dovolj diskretna, ji ne razkrite svojih skrivnosti, saj se lahko pokesate do konca svojih dni. Skratka, zelo zanimivo je bilo tole slišati. Skratka, za pionirko razprav v bran torej ženskih pravic velja seveda Christine de Pizan, to je bila Francozina, ki je v začetku 15. stoletja napisala razpravo Livre de la Cité des Femmes. V stoletjih zatem pa so izsledile tudi druge, ki pa so bile zares, morate vedeti, prej izjema kot pravila. Tukaj najbližje Gocejevemu delu je bilo napisano pravzaprav na drugi strani Jadranske obale, v Benetkah. In to je to delo na desni strani, Il merito delle donne, moderate fonte. Razprava je namreč povzemala stališča žensk v tedanji beneški družbi, ki je bila seveda sorodna in ne enaka dubrovniški, in zanimivo, da je v njej razpravlja skupaj 7 protagonistk. In za prostor te razprave je Fonteva izbrala seveda vrt. Torej vrt beneške palače, izoliran, torej ločen od drugega, seveda javnega sveta, kjer seveda je pogovor med 7 ženskami kulminira seveda tudi na točki njihovega izobraževanja. Zavedale so se nekje lastne nemoči spremeniti svoj, torej ženski položaj zunaj zidov lastnega zatočišča. Postavljene so bile v bistvu v vlogo ustvarjalk, to je precej zanimivo, v tisto vlogo, ki jim ni bila javno priznana in so ženske pravzaprav pasivno ali bolje v zasebni sferi, kljub temu od nekdaj dobesedno posedovale.
Ena razlika pa obstaja med morebiti Fontejevo in Gocejevo, in to je, da Gocejevi argumenti niso bili strogo usmerjeni proti patriarhiji, ne. Cveta in Marija so še posebej kritizirale seveda druge ženske, torej lasten spol, ki so jima seveda zavidale njuno inteligenco in izobraženost. Ta ljubeč odnos, ki je močno razviden med Gocejevima protagonistkama, sprav Marijo in Cveto, pa je imel dokaj neprijetno posledico. V zelo konzervativni družbi Dubrovnika 16. stoletja so se razširile pravzaprav govorice, da je ta Marijina naklonjenost Cveti pravzaprav le neka prikrita strast, ki jo je ženini prijateljici namenjal njen mož, torej Nikola Vitov Goce sam. Ta škandal je imel za posledico to, da je Cveta seveda s svojim možem zapustila Dubrovnik in preostanek življenja seveda živela v Anconi. Kaj se je pa zgodilo, da je v predgovor Aristotelove meteorologije Nikola Vitov Goce dovolil svoji ženi Mariji zapis, objavo strastne, goreče, napisane obrambe v prid njeni prijateljici Cveti, ki jo je seveda dubrovniška družba označila za žensko nekje sumljivega slovesa. Gre tukaj za zelo grenko, trpko kritiko sodobne dubrovniške družbe. Obsodba je polna nekih prispodob, s katerimi Marija nakaže na strupenost jezikov in duš svojih nekako someščanov. Ta predgovor oziroma delo Goceja, komentar Aristotelove meteorologije, se je pojavil v 2 izdajah. Prva izdaja iz leta 1984 je vključevala ta zelo dolg in kritičen predgovor Marije, bila pa je po enem letu umaknjena, in ta druga izdaja, ki se je pojavila leto dni kasneje, pa je bila posledično seveda skrajšana za vse, bom rekla, tiste dele, ki so bile, tiste dele predgovora, kjer je Marija močno kritizirala dubrovniško družbo, se pravi, da je bil predgovor dobesedno cenzuriran. S tem bi nekako za konec potegnila še eno zanimivo vzporednico, in to je, da se v vrtu nekje srečujejo, bom rekla, nasprotnosti, seveda polarnosti, tudi v kontekstu v bistvu družbenega umeščanja žensk. Tudi z Gocevima dialogoma, v bistvu napovedana zasebna sfera žensk, oaza ali ta vrtni prostor, je namreč napovedovala rekonstrukcijo vrtov v to žensko javno sfero in njihov glas ter interese na političnem prizorišču in nenazadnje tudi seveda delovanje v njem. Jaz bi s tem zaključila svoje predavanje in se vam zahvalila za udeležbo in pozornost. Hvala lepa. Erika, najlepša hvala. Bilo je prijetno. To je tudi način, kako bi si Dubrovnik, ko gre za visoko družbo 16. in začetka 17. stoletja, tudi sam želel, da se predstavi. In seveda, če bi pa šli v družbo nižjih dubrovniških slojev, bi se pa tudi zgodba o ženskah dramatično spremenila, torej povsem drugačno vtis o ženskah v Dubrovniku bi lahko dobili. Zadnjič, torej prejšnji teden, ko smo imeli predavanje kolegice Ergaver, se je izkazalo, da je takrat, ko stvar funkcionira skozi sistem teh črnih zumovskih kvadratkov, razpravo mogoče voditi tudi s pomočjo četa. Torej, vabim vas k razpravi. Če bi želeli naši predavateljici zastaviti vprašanja, torej seveda vabljeni k mikrofonu, vabljeni pa tudi v čet. Jaz bom vse vprašanja, ki bojo prispela v čet, bral, to pa zato, ker to predavanje snemamo in ker posnetek ne mogoča pogleda v čet, torej moram dobesedno prebrati vprašanje. Med nami je do pred kratkim bil tudi profesor dr. Ignacij Voje, naš upokojeni redni profesor, torej naš zaslužni profesor,
ki je gotovo v Sloveniji največji poznavalec Dubrovnika časa, o katerem je Erika govorila in je vsekakor bil zelo zadovoljen, pozoren poslušalec, kolikor mu je čas dopuščal biti z nami. Škoda, da ga ni z nami, bi ga z veseljem povabil k besedi. Izvolite, beseda je vaša. Če smem vzeti. Kar prosim. Jaz bi imel samo eno, kaj pa recimo, dobro, pri Gučetiču je ta vrt res ključnega pomena. Kaj pa recimo v ostalih delih Dubrovniške, predvsem recimo Dramatike, Gundulić, Držić, kako je tam recimo z neko... Namreč zanima me predvsem zato, ker tudi recimo pri Platonu ali pa potem v renesansi pač to, da se gre v vrt, kot je bilo lepo pokazano, ni zgolj pač neka zapolnitev pač dogajanja, ampak je ključno dejanje. Pač ne izvajamo enakih pogovorov v vrtu, v mestu, na kakem drugem kraju, torej ima ta topološko umestitev veliko pomembnejši vpliv kot danes, ko je to bolj kot ne igra avtorjev, kje se bo kaj odvijalo. Zato me zanima, kaj pa recimo v teh delih, ki so bila predvsem mišljena kot neka tudi podoba dubrovniške družbe in so bila po večini sicer vezana močno na mestno dogajanje, na dogajanje znotraj obzidja, kako je tam mogoče z vrtom? Hvala. Ja, hvala za vprašanje. Zanimivo. Jaz se nisem posvečala v celoti literarni produkciji, čeprav sem jo morala tudi preučiti sploh pesništvo. Bom pa rekla tako, zagotovo je bila umeščenost tudi branja poetov in razpravljanja o literaturi prisotna v, se pravi, podeželskem področju, kjer so vsi ti avtorji, intelektualci, pa tudi literati bivali oziroma posedovali vilo z vrtovi in izjemno dobro študijo o tem je izdala Slavica Stojan, ki je preučila tudi na ta način vile in vrtove reke Dubrovačke, se pravi ob izlivu reke Omble, ki pa so bili, kot sem že tudi jaz sama omenila, neposredno v bližini Dubrovnika, kar je pomenilo, da je bil njihov dostop do tja hiter, možen, se pravi, prišlo se je z ladjico v zgolj zelo kratkem času in kjer so seveda uživali ta svoj ocium, se pravi, prijateljevali in o tem tudi razpravljali. Meni ni znano, ali se je v teh prostorih odvijala tudi, ne vem, kakršnakoli dramska igra, to ne bom zatrjevala, zagotovo pa je bil to topos literatov in seveda tudi drugih umetnikov, ki so ga uporabljali in tudi seveda posedovali za te namene. Ja, zagotovo. Topos vrta je to močno predstavljal. Obstaja tudi ena študija Bogišiča o uporabi krajine in vrta, ampak pri Držićevih igrah, ampak to je seveda zopet vezano skozi besedilo, ki pa vam ne morem zagotoviti, da gre za dobesedno kakršnokoli upodobitev dubrovniškega vrta, ker govori o literarnem vrtu, se pravi o vrtu, ki ga najdemo pri Danteju, pa pri Vergilu in kako je na ta način lahko sorodno uporabljen pri literatih Dubrovniške republike. Ampak zagotovo ima vrt tukaj zelo pomembno in ključno vlogo. Kar se pa tiče družbe danes, pa je možen mogoče ta javni vstop v javno sfero družbe, ki pač vrt dojema malček drugače. Hvala lepa. Vašemu vprašanju. Hvala lepa. Izvolite. Ja, lep pozdrav. Jaz sem imela vprašanje. Najprej čestitke za izjemno zanimivo predavanje. Mene pa zanima v bistvu ena zadeva. Prav na koncu ste se dotaknili rekonstrukcije vrtov v ženski sferi, v javni sferi. Kaj ste pravzaprav s tem mislili? Tukaj govorite o teh nekih javnih parkih?
To sta dve ločeni stvari. S to rekonstrukcijo sem mislila, da je v kasnejših obdobjih z družbenimi spremembami pravzaprav omogočil vrtni prostor ženskam tudi razvoj nekih družbenih oziroma socialnih navad in dejavnosti. Naprimer, to so vrtnarjenje ali pojav recimo vrtne periodike, ki kažejo pravzaprav na neke vrste intelektualno osamosvajanje in vstop, kot sem že prej tudi rekla, v to nekakšno javno sfero družbe ženske, ki se privede, seveda, če hočete, v prihodnosti tudi do pojava, recimo v Angliji sufražetk in boja za ženske pravice, za njihove volilne pravice, se pravi, zato ker se ta vrtna periodika dobesedno pojavi v prostorih vrta Anglije 19. stoletja. In ženska zavzame javno, intelektualno, stopi v javno sfero s svojimi intelektualnimi, bom rekla, prvinami skozi pač prostor vrta, ker v njem piše. Kar se pa tiče javnih parkov, javni park je tudi proizvod 19. stoletja. Njihov izvor je dobesedno izvira iz angleškega krajinskega vrta, sloga, ampak prva javna parka sta dva zelo blizu, sta bila ustvarjena, pa nastajajo v bistvu na celini, prvi je münchenski, drugi pa je zagrebški Maksimir. Namreč takrat je volilni knez, mislim, da Teodor v Münchnu in isto je storil tudi škof Havlik v Zagrebu, dobesedno podaril zemljišče mestu in na tem mestu so potem zgradili, se pravi postavili, naredili javni park za ljudi, seveda za njihovo razvedrilo, dobesedno za njihovo javno rabo. Tu sem se pa na tem mestu spomnila, da pravzaprav vidim, da je prisotna tudi moja kolegica Ines Babnik, ki se zgodovino vrtov tudi ukvarja, seveda na področju Slovenije, in ona je zapisala in preučila tudi Zoisove vrtove v Ljubljani, ki so v istem času bili tisti, ki jih je Zois svoje zasebne vrtove pa odprl javnosti. Tukaj sicer ne gre za javne parke, ampak so se tudi vrtovi zasebnikov, če so se oni seveda za to odločili, lahko odprli za javnost, ki jo je potem seveda javnost tudi uporabljala. Upam, da je bilo to zadovoljivo. Hvala lepa. Hvala. Vprašanje za Eriko, oziroma karkoli bi želeli sporočiti. Renata Novak Klemenčič. Renata, izvoli. Z mikrofonom. Okay. Jaz bi pa vprašala, do kolikšne mere je bilo mogoče rekonstruirati stavbni in ta botanični razvoj tega vrta in sploh to podobo vrta, ki ga je vrt imel v tem času. V renesansi. Hvala za vprašanje, dobro vprašanje. Hvala, Renata. Torej, s tem se je ukvarjala Maja Kovačevič, Anastazija Kovačevič v svoji doktorski tezi, ki jo je zagovarjala leta 2012, in se ukvarjala z rekonstrukcijo celoti vrta, in preučila je dobesedno vso zgodovino in možnost te botanične reintegracije. Treba je vedeti, jaz se s tem nisem ukvarjala, ker s tem absolutno nisem botanik in je ta analiza že bila narejena. Zanimivo je, da danes v vrtu, ki je arboretum, se pravi, zanj skrbi Hrvaška akademija znanosti in umetnosti, ni ohranjena niti ena renesančna, bom rekla, botanična vrsta. In za njegovo reintegracijo je ona naredila pravzaprav celo študijo. Za vilo pa je bila leta 2013, sem brala elaborat, ki ga je naredil Hrvaški restavratorski zavod, ki so poskušali določiti morebitne kakšne druge vizure, ki bi bile vidne na sami stavbi, na arhitekturi in spremembami, se pravi poziciji vrat in oken, pozicije arhitekture same,
ki pa ni prinesla nekih izjemnih rezultatov z izjemo enih vrat, ampak o tem tudi kdaj drugič pa bolj podrobno. Jaz tega vrata nisem uporabila tudi pri svoji študiji, ker je bila moja študija pravzaprav zasnovana skozi besedila, ampak to dejansko tudi obstajajo zato že študije. Pa se da potem mogoče te dialoge, se pravi, to dogajanje umestiti v neke konkretne prostore tega vrta, ali to konkretno pa ni? Ne, ravno o tem sem tudi govorila, da gre za stilizirane pogovore, da mi ne vemo, ali dejansko je bil ta vrt ali ne. On zgolj govori, da se umeščata, da hodita po vrtu, kraj potoka, kar je pa res, zato ker skozi sam vrt, ob vrtu teče potok, kar je izjemno za dubrovniško področje in to je bil eden izmed redkih podeželskih posesti, ki je vseboval vodo, veliko vode in je bila tudi voda razpeljana po celem vrtu že takrat v renesansi z seveda kanalčki in je napajala seveda vrt z potrebno vlago, kar vemo, da je v Dubrovniku prej izjema kot pravilo. Tudi zemlja je tam neizmerno dragocena in je bila dobesedno zastavljena tudi od drugod, celo bom rekla, z Apeninskega polotoka se je vzeli na to področje. Tako da dobeseden topos oziroma topografsko težko rečem, da je razprava katerakoli od Vitova Gocija, ki govori o vrtu, dejansko umeščena. Da je dejansko mislil na ta vrt, razen ko seveda reče, da pogreša svoje Trsteno, da pač želi tam ustvarjati, to vemo, da se nanaša seveda na njegova posestva. Hvala. Hvala lepa. Izvolite. Ana Kučan, izvolite. Pozdravljeni. Erika, hvala za zanimivo predavanje. Jaz bi se na to navezala na tale odgovor, konkretno, ravno kar dan. Ali bi potem lahko rekli, da v tem kontekstu, ki smo ga zdaj slišali, ta vrt, vrt v tej literaturi, seveda deluje kot neka prispodoba, v tistem času seveda kot neka prispodoba prostora, ki je ženski omogočil neko določeno svobodo. Bi lahko tako rekli? Absolutno. Absolutno poudarja izredno zmožnost njenega intelekta. Tukaj se mi zdi, da je bil Goce neizmerno izjemen. Pripisal je v bistvu večno zmožnost študija ženskam. Zato je bilo zelo nenavadno. Treba pa je vedeti, da je to njegovo mladostno delo. Da je bilo izdano, ko je bil star 21 let, bojda je to sicer druga izdaja, prva se do danes še ni našla. In seveda, da je bil takrat še, bom rekla, svoboden, v tem smislu, da še ni opravljal državniških dolžnosti in verjetno, domnevam sama, da je morebiti dejansko tudi tako razmišljal. Ker mi o dejanskem notranji interakciji med paroma, možem in ženo, dejansko ne vemo ničesar, niti iz pisnih virov. Zelo malo izvemo te notranje interakcije družine v njihovih medsebojnih odnosih. Zato, ker on kasneje, ko izda to delo, ki sem ga tudi omenila, Governor de la Familia, je to pravzaprav delo, s katerim je on vstopa v javno sfero, se pravi v sfero, kjer je moral opravljati javne dolžnosti in seveda se je moral temu tudi prilagajati. Ideološko to, da je žena imela svobodo lastnega intelekta in je lahko izražala svoje mnenje, seveda v javni, v takratni dubrovniški službi ni bilo dovoljeno. Kar mene zanima, mislim, to so zdaj, seveda bom rekla, podatki, ki so zelo pomembni, mene pa zanima ta vloga vrta kot lokusa, ki zmore sprejeti nekaj, kar v družbi še ni samoumevno, še ni dovoljeno kot tisti prostor, ki omogoča, da se dogajajo stvari, ki so mogoče tabuizirane še v družbi. Tako me zanima, če lahko rečemo v tem primeru vrt kot prispodoba te možnosti, možnosti, ki družbeno še ni sprejeta.
Ja, dalo bi se to umestiti, saj v bistvu ta prostor govori na ta način, ne? Tako kot govori skozi političen prostor, gospodarski v bistvu govori skozi ta prostor, seveda, in ga na nek način tudi omogoča z samo umestitvijo, ne? Kljub temu, jaz vedno rečem, da kljub temu, da ta hortus conclusus, ne, umeščamo v ta srednjeveški tip, dejansko ta omogoča večjo zasebnost, ne. In v tej intimi se lahko dogaja marsikaj, ne. In ta intima lahko povzroča tudi možnost izražanja družbenih stališč, ki so pravzaprav v javnosti nesprejemljiva. Ja, lahko razumemo vrt tudi tako, absolutno. Hvala. Torej tudi Slavica Stojan, prej omenjena, in pa Zdenka Janekovič-Rmer zelo veliko o tem pišeta in prikažeta vrtove, torej te podeželske dvorce kot prizorišče številnih tabuiziranih početij v tem času. Erika, se opravičujem, prekinil sem te, oprosti. Je že ušlo, v redu je. Nekaj sem se želela dodati, sem že pozabila. Oprosti. Izvolite, še vprašanja za Eriko? To je intermezzo, dokler se naslednja vprašanja bila, bom izrabil jaz za moje vprašanje, za eno stvar, ki je nisva takrat, ko sem imel priložnost te stvari poslušati med pripravo disertacije, mislim, da nismo načela, no samo opozorilce na eno temo, ki je bilo danes bežno načeta, in sicer dovolite mi, da opozorim na dejstvo, da govorimo o družbi, kraju in času, kjer ta skupek ni povezan zgolj s katolištvom, s humanizmom, z renesanso in pa z ekonomijo, ampak tudi z nečim, kar je že 5 kilometrov izza tega vrta s pogledom na kopno, in to je, bom rekel, vse prisotno Osmanski imperij v dubrovniški družbi tega časa. In glede na to, da je to tudi, recimo temu, kraj poznavanja vrtov in fantastičnih pogovorov o vrtovih in pa družbenega dogajanja, zelo podobnega temu, ki smo ga opisali, da ob tem ne pozabimo omeniti recimo kioska, ki ga ima tudi ta Vučetićev vrt. Ali si ob vsem tem, kar si počela, naletela na karkoli, s čimer bi bilo mogoče to, kar sem zdaj vprašal, sploh komentirati? Ja, jaz sem si to močno želela. Da bi se kaj takega zgodilo, pa se ni. In zato bi bilo verjetno potrebno veliko daljše bivanje v Dubrovniškem arhivu. Jaz sem tudi nenehno iskala sorodnosti, ki bi jih lahko povezala dobesedno z arabskim vrtom, s tistim, ki pač nastaja, ki je prevodnik perzijskega v ta širši svet potem na zahodu, ampak ki je bil seveda umeščen predvsem v Španijo, ampak jaz takih povezav, ker so bili seveda Dubrovničani tudi pomorci, ampak jaz do tega nisem nikoli naletela. V bistvu ne samo pomorci, oni so obvladovali v svet tudi po kopnem. Ja, notranjost. In ves čas v stikih z elito dobesedno vedo vse. O to tudi pomena tega vprašanja. Mislim, da je to odprto vprašanje. Absolutno, in bi si ga zelo želela zapomniti. Kdorkoli bi se tega lotil, bi bilo to sjajno. Samo je pa dobesedno treba najti pisne vire. Z nekaj sreče upam, da bo nekdo, če ne jaz, pa kdo drug, to naletel. Absolutno, ja. Je pa o tem seveda pisal, Dubrovnik je bil valobran katolicizma, in močno tudi Goce sam je bil goreč katolik, tudi njegove verski dialogi oziroma komentarji so bili močno usmerjeni v bran. In je bil celo nagrajen s strani papeža, podelil tak častni doktorat in nenehno je bil v komunikaciji z nenehno.
v dveh delih vemo, da je bil v komunikaciji z Robertom Bellarminom, ne, torej krvnikom heretikov. Skratka, ni bil tako zanemarljiv avtor, morebiti, kot bi kdo pričakoval. Bil je pa res izjemen erudit. Ja, zagotovo. To bi bilo dobro preučiti še, res. Hvala lepa. Imamo še kakšno vprašanje za Eriko, kak komentar, karkoli? Ja, jaz bi mogoče še nekaj, mogoče bi se sicer navezala na sodobnost, vedno iščemo sicer neke reference v preteklosti in vrtovi kot neke metafore, se pravi ugodje, ne, nekam, kamor tudi pobegnemo. No, seveda ob tem ne smemo mimo tega dejstva, kar se nam v zadnjem letu dogaja, ne. Kako bi pa recimo to metaforo vrta, sicer to seveda nekaj stoletij odmaknjeno, ne, popeljala nas je Erika seveda na Mediteran, ampak kako bi danes lahko to metaforo vrta v teh naših neprijetnih situacijah, v kakršnih smo trenutno, vsi veste, na kaj mislim, ne? Ja, človek v bistvu še vedno teži k ociumu, ne, k pobegu iz tega turbulentnega mestnega življenja in k obdelovanju svoje lastne zemlje. Mislim, da pri Slovencih to zelo prisotno in da radi obdelujemo svoj vrtiček in pobegnemo iz mestnega življenja in iščemo svoje ugodje in udobje na nekem zatočišču, ki pravzaprav ni nujno vedno samo vrt. Tako da zagotovo se v tej smeri, v sferi absolutno marsikaj dogaja tudi sodobnemu človeku. Mislim, da je bila to tudi tema, pri kateri sem sodelovala ravno tudi z Ano Kučan, kot spominska izdaja, prispodoba česa je pravzaprav še vrt danes, tako da verjetno je tukaj še veliko drugega za povedati kot zgolj to. Vsekakor pa je to vedno izraz neke ideologije časa, v katerem seveda živimo, neke dobe, v katerem živimo. Način, kako uporabljamo prostor namreč. In tudi ta ekran danes, zdaj kot vas gledam, mi delujete kot hortus conclusus, lepo takle, lepo zamejen prostor. Zelenja sicer ne vidim veliko, je pa zaprt vrtiček. Egon Mihajlović je dvignil roko, izvolite. Lepo pozdravljeni še enkrat. Najlepša hvala, draga Erika, zelo izvrstno izlaganje. Bi imel eno tako vprašanje, kar malo tako, ko smo gledali tudi karte, seveda kulturološko, je seveda malček drugače, tudi z nekim kraljevstvom, ki so imeli v sosednji, rečemo, v sosednjem kraljevstvu. Najdemo eno filozofsko, pa tudi arhitektonsko povezavo z vrtovi v Perastu, v Boke di Cataro in pa v Republiki Paštroviči. Hvala lepa, Egon. Verjamem, da bi te to zelo zanimalo, ampak žal jaz na to nimam odgovora, ker se s Črnogorskim Primorjem žal nisem ukvarjala. To bi bila zagotovo morebiti tema, na katero bi Angelika Argavelj bolje odgovorili, ali celo Dušan ti. Jaz o tem zares nič žal ne vem. Je pa zagotovo to zelo zanimivo vprašanje. Ne bi znala žal odgovoriti. Tega predela pa nisem preučevala in ga ne poznam. Nisem v poziciji kaj bistvenega povedati, glede na to, da gre za čas, ki je meni malenkost prezgoden kot medievistu, ampak jaz v glavnem Perast bolj poznam kot kraj kapetanov in vojaških posadk znotraj Boke Kotorske. Prej bi rekel, da bo kotorsko plemstvo skušalo živeti drugače, ampak po pravici jaz se ne spomnim ene same vile tega tipa v Boki Kotorski. Perast deluje lušen, simpatičen, ampak dejansko se ne spomnim. Medtem ko gremo južneje proti Budvi, pri Paštrovičih tudi ne, ker imamo v glavnem ruralna naselja,
medtem ko južneje smo pa že na osmanskem teritoriju, kjer pa najdemo točno take vrtove, kot jih nismo sposobni očitno danes reflektirati. Tam pa vrtovi so, tam pa definitivno so in v neposredni okolici mesta Bara obstajajo vrtovi osmanskega visokega sloja, ampak nisem v poziciji dobesedno nič o tem reči. In osmanskega sloja, ki živi zelo podobno življenje kot Dubrovčani, torej imajo podobno vlogo, podobne funkcije, podobne poglede, se poznajo med seboj, kar je zelo važno, ampak vam nisem v poziciji nič povedati. Žal. Erika, na suhem smo na to temo, kot kaže. Popolnoma. Jaz vsega ne morem vedeti, žal. Morbiti, ja, v prihodnosti, ne, zagotovo, ne. Ja, Jadran, kot se vidi, je vseeno zelo velik, ne. Ja. Mislim, dejansko je moja raziskava, ne glede na to, da je zelo široko zastavljena, bila zelo ozka. Ukvarjala se je zgolj z besedili nekega avtorja. Vedeti je pa treba veliko okoli tega, tako da je pa interdisciplinarna in posegaš na 3 zelo resna področja. V tem smislu je pa precej široka. Morda še kakšno vprašanje? Če smo razpravo izčrpali, se vam v imenu ICCHS-ja zahvaljujem za prisostvovanje temu predavanju. Seveda zahvala gre tudi današnji predavateljici Eriki Bordon. Želim vam vsem prijetne praznike in nasvidenje ob naslednji tovrstni priložnosti. Hvala lepa vsem in nasvidenje.